Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Publicist in raziskovalec arhivov Igor Omerza je pred mesecem dni izdal knjigo na 183 straneh z naslovom Komisarka. Ta se neposredno nanaša na evropsko komisarko iz Slovenije Marto Kos, o kateri objavljeni arhivski dokumenti pričajo, da je v preteklosti sodelovala s tajno politično policijo, službo državne varnosti, naslednico Udbe. Marta Kos naj bi bila zanesljiva sodelavka SDV pod psevdonimi Tara in Blanka. Igor Omerza je knjigo predstavil tudi v Evropskem parlamentu v Strasbourgu prejšnji mesec. Danes pa je gost oddaje Moja zgodba. Najprej dober večer. Dober večer, hvala za vabilo. Pa začniva najprej z razlago pojma Udba, SDV. V javnosti se namreč spet pojavljajo trditve, da imajo tajne službe pač vse države in da to res ni nič posebnega. Prvič je treba vedeti, da je Udba ponarodelo ime, ni to uradno ime, ki zajema tudi SDV, prej pa UDB. UDB je nastala ta pogovorna raba, udomačena Udba. Tako da, ampak uradno je bila ona sodelavka, oziroma najprej registriran vir, potem pa sodelavka SDV-ja, udomačeno povedam, pa že, kot sem že rekel, pogovorno pa Udbe. Kar se tiče tega, da imajo vse države, ni res. Vse demokratične države, tudi demokratične države imajo tajne policije, vendar to so obveščevalne varnostne službe, ne pa policije politične, ki zalezujejo svoje politične nasprotnike. To je velika razlika. Kajti tajna politična policija, drži v narekovajih večno oblast ene partije, v našem primeru komunistične stranke v Sloveniji in Jugoslaviji. Obveščevalne službe demokratičnih držav pa seveda varujejo ustavno ureditev in ne glede na to, kdo je na oblasti. In se seveda oblasti zaradi demokratičnih volitev tudi menjavajo. Pri nas seveda ni bilo tako. Od leta 1945 naprej, že med vojno, praktično je vladala samo ena stranka in Dolanc je celo rekel leta 1972, Stane Dolanc, znani komunistični voditelj slovenski, je rekel, da bo ta oblast večna. Ampak na srečo ni bila, Vse ni nič večno v bistvu, razen. Tako je. Se pravi, če je bila Udba oziroma služba državne varnosti v službi ene politične stranke, je pravzaprav vse to, kar je počela, bilo narejeno zato, da je to stranko ohranjala pri oblasti in pa, da je nadzorovala svoje politične nasprotnike. Tako. S tem, da bi celo rekel, da je bila politična policija v našem primeru, pa v tudi drugih primerih, tudi Štas in tako naprej, NKVD, je bila v bistvu v zasebni lasti peščice najvišjih funkcionarjev ali pa politikov komunističnega režima, ki pa seveda so preko tega ohranjali oblast partije in seveda svojo lastno oblast. Namreč tukaj je zanimivo še nekaj, pred časom sva imela oddajo, v kateri sva govorila o Zdenku Roterju, ki je bil sorazmerno visok predstavnik v službi državne varnosti oziroma takrat pa še v Udbi. Ampak zanimivo, ko je on odšel, ko je postal univerzitetni profesor, je Udba nadzorovala tudi njega. Se pravi, tudi to je zanimiv fenomen, da se pravzaprav lastna služba oziroma tajna politična policija potem ukvarja tudi z ljudmi, ki naj bi bili lojalni. Denimo, zasledovali so tudi Josipa Vidmarja. Ja, to imate pač nekatere primere, ki nekako odstopajo, ampak vendar za Roterja treba povedati, da je kljub temu, da so ga, namreč zakaj so njega zalezovali? Zato, ker njegov brat imel stike z Levstikom, veleemigrantov, da tako rečem, ki je takrat živel v Rimu, pozneje v Gorici, in zato se mi zdelo to sumljivo, ker so videli te stike, ampak Levstik je, oziroma Roter je pa po drugi strani pa seveda še vedno bil vpet v to udbovsko mrežo, se je dobival od Udbe analitične podatke o kaj je Udba ugotovila na področju spremljanja oziroma kako deluje v tistem času, rekel, slovenska cerkev. Tako da imate nek tak dvojni odnos. Zakaj so Vidmarja zalezovali, ne vem. Je zanimivo pa tudi, da so zalezovali recimo Janeza Kocijančiča, ampak to pa vemo zakaj. Zato, ker je bil v tisti vladi
Kavčičevi, ki je padla liberalni in zato so takrat sledili mnogo teh ljudi, najbolj pa seveda padlega liberalnega komunista Staneta Kavčiča pod imeni Stankovič in Delničar. Tako da imamo tudi primere, ko imate nekoga, ki sodeluje z UDBO, pozneje pa se preobrne, da tako rečem, in postane predmet obdelave. Recimo, to je tipičen primer, recimo Rastko Močnik, ki je bil kot novinar, je bil vir UDBE, kot v poznejših letih je bil pa predmet obdelave. Imamo še nekatere druge primere, recimo. Potem imamo recimo Sirca, ki je podpisal, ampak zato on tu, v tem pa Sirc piše, da on je podpisal, da bo sodeloval, zato je prišel z zapora, potem je pobegnil v Anglijo in se ga hudo spremljali kot utopista in UDBA nekaj piše, to je zelo, bi rekel, smešno danes, da jih je razočaral. Skratka, mislim, da smo tudi iz tega nekako razbrali, zakaj služba državne varnosti UDBA nikakor ni neka humanitarna organizacija, ampak je organizacija, ki se ukvarja z vohunjenjem, zbiranjem podatkov in z nadzorom političnih nasprotnikov in da pravzaprav prijateljev tu ni, ne. Seveda ne, tle so samo interesi, oziroma seveda UDBA je skušala delovati tudi, rekel, bolj fino, da je ljudi skušala prepričati na svojo stran, ali so bili v dvojni poziciji, da hkrati so bili nadzorovani, hkrati so bili lojalni. To so bila ta vmesna stanja. Je pa vendarle treba povedati, da je UDBA imela tudi en del obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti, pa to ni bil poglavitni del. Meni recimo Vinko Gorenak govoril, kot je bil miličnik takrat so policajem rekli miličniki, da recimo, če bi bil kakšen umor, so šli raziskovati, če potem vmes pa kakšen napis bil dol s Titom, so pa pustili umor in so začeli raziskovati, da je to napisal. Se pravi, da je bilo veliko bolj pomembno, kakršenkoli kriminal, klasičen kriminal je bil manj pomemben kot en, bi rekel, danes ušiv napis na zidu. Greva zdaj k Marti Kos, torej našli ste 10 dokumentov, ki dokazujejo, da je sodelovala z UDBO oziroma službo državne varnosti. V dokumentih se pojavljajo tudi njena kodna imena. Kot vir je bila vodena pod imenom Tara, kot sodelavka pa Blanka. Nam lahko zdaj predstavite te dokumente oziroma dogajanje takrat povezano z Marto Kos? No, že en dokument prej, ki je bil javen, se pravi iz centralne abecedne evidence, je pokazal, da je imela ona šifro 14.000, kar pomeni registriran vir UDBE. Te so imeli vedno tudi kodna imena, registrirani viri UDBE. Takrat nismo vedeli njenega kodnega imena, vedeli pa smo, da je registriran vir in ona se je to zanikala na teh zasliševanjih. Potem sem pa jaz najdel še dodatnih 10 dokumentov, kar je veliko glede na to strahotno uničenje udbovskega gradiva, predvsem za zadnja leta obstoja tega režima, v katerih sem pa našel, da je imela kodno ime vira je bila Tara, potem, ko je šla pa v Deutsche Welle, pa napredovala, ker vir je bil nižja oblika sodelovanja, je samo poročal. Sodelavce je pa tudi provociral, širil dezinformacije, sodeloval v akcijah. No, njeno kodno ime kot sodelavka je pa Blanka. Oni so običajno, če je kdo šel iz domačih logov v tujino, če je bil vir, če je šel v tujino, so ga ponovadi preregistrirali v višjo obliko v sodelavca. No, to se je zgodilo tudi pri Marti Kos. Jaz sem najdel pač te dokumente. Kot Tara, predvsem obstajajo dokumenti, kako je UDBA poskušala njo plasirati v zahodno Nemčijo. Predvsem na Radio Deutsche Welle, ker Radio Deutsche Welle je ena največjih radijskih postaj evropskih, ki je tudi oddajala tukaj v Jugoslaviji, imela slovensko, makedonsko, srbsko, hrvaško sekcijo in oni so seveda zelo hoteli videti, kaj se tam dogaja, kaj se bo tam govorilo, skušali so vplivati na novinarje in tako naprej in oni so imeli cel kup, slovensko UDBA imela cel kup sodelavcev v tem Deutsche Welle, pa tudi verjetno druge, se pravi srbska, hrvaška in makedonska tajna, rekel UDBA, so imeli sigurno sodelavce, pač tega ne vem, ker bi mogli gledati arhive, nekateri so odprli, nekateri ne, v Zagrebu ja, druge ne. Tako da je to bil ena točka, ki je bila zelo nadzorovana, zalazovana strani UDBE in kodno ime tega zalazovanja je bilo Struna. Predvsem so pa v okviru tega zalazovali ne samo Deutsche Welle, pa tudi Radio Deutsche Funk, pa tudi zalazovali so predvsem šefa slovenske sekcije Alojza Lampreta in to od leta 1964 do leta 1990.
In kaj jih je zanimalo, poleg recimo te osebnosti? Katere so ti stvari? No, vi imate celo neko analizo obdelave struna, ne? Kot sem rekel, predvsem Radio Deutsche Welle in Alojza Lampreta, v kateri imate tu 20 strani, v kateri oni opisujejo, zakaj, kaj je Deutsche Welle, kako je struktura Deutsche Welle, kdo so sodelavci v Deutsche Welle, njihovi, ne? In da predvsem jih je zanimala, koliko je vpliv emigracije v tem Radio Deutsche Welle, ne? Tako da to so bili ti glavni interesi tega zalezovanja. In zato so oni tja pošiljali, kakor so le mogli svoje konfidente, ne, se pravi tiste zaupnike, predvsem sodelavce, ne, kot sem rekel, da so jih registrirali. Imamo nekega Galeta, kodno ime, to je bil Saša Petelin, ne. Potem je tudi tam bil, moramo pa pohvaliti pa tegale enega našega novinarja, ki pa se je uprl temu, da bi poročal, Saša Veronik se je temu uprl, o tem Udba poroča, da bi poročal. In zanimivo, da tudi Saša Veronik, ko je Marta Kos prišla na Deutsche Welle, je rekel, da bo verjetno, ker je njega tudi Udba zasliševala, ko je prihajala domov, je rekel, da bo tudi njo sigurno Udba zaslišala, ko prije domov. Ne? To je paradoksalno, ker je ona že tako bila njihova. Ne? Ona o tem poroča svoji zvezi Slovenjgraški in ta Slovenjgraška zveza Udbo je Stojan Calin, pa to napiše, pa to poročilo gre potem v Ljubljano. In kaj se zgodi potem, oziroma kdaj se zgodi, da postane sodelavka Blanka? To je, zdaj točnega datuma ne vem. Ona je nastopila svojo službo, ona sama pravi v nekem svojem intervjuju, da je nastopila januarja 90 na Deutsche Welle, Udba piše v začetku februarja. Zdaj, to je par dni razlike, to ni tako pomembno. Zdaj, kdaj se oni njo registrirali, verjetno konec leta, takrat so je vedeli, da ona odhaja piše v dokumentu, da je bodo preregistrirali. Ni pa točnega datuma, kdaj se to zgodi. Verjetno to konec leta ali pa v začetku leta 90 jo preregistrirajo iz stare v Blanko. In kakšne naloge dobi, oziroma rekli ste, da je bila njihova vloga teh sodelavcev registriranih, da so določene stvari tudi, bi rekel, plasirali, da so določene ljudi spodbujali, da bi povedali več, kot so hoteli in tako naprej. V tistem poročilu, oni so jo inštruirali. Piše, da jo bodo inštruirali za to nalogo, ne pišejo, kaj so jo inštruirali, ampak vidi se iz njenega poročanja, ne, da je ona predvsem v svojem poročanju to je aprila, se pravi celo po demokratičnih volitvah, 16. aprila, ona ima operativni razgovor s Stojanom Celinom in mu poroča. On 19. to pošle Celin, oziroma sestavi dokument, ki ga podpiše šef Slovenjgraškega centra Slavko Vrčkovnik in to se pošle v Ljubljano. Ona v tem poročanju, mislim, da je okoli 4 strani, ona poroča o kadrovski sestavi, predvsem v slovenski sekciji, poroča o Alojzu Lampretu, poroča o tem, kaj govorijo njeni kolegi v redakciji, poroča neki svoji hrvaški prijateljici, ki govori, da tudi o hrvaški imigraciji. Skratka, v bistvu v tem poročilu je predvsem nek opis njenega začetnega delovanja in tudi to, da je ona prodrla, pravi, v ZDF, se pravi Zweite Deutsche ZDF Fernsehen, v nemško televizijo. Namreč, ker ona je celo v tistem času bila, je vodila z enim nemškim napovedovalcem neko oddajo Lepo je biti muzikant na Bledu, mislim 60-letnici Avsenika. Tako da ona piše, da kako je šla, kako so jo te ZDF, kako jih zanima ona in so jo povabili, da bi še sodelovala v teh oddajah. Skratka, prodrla je v to veliko televizijsko mrežo. No, tukaj se mi seveda zastavlja zdaj vprašanje. Dokumenti, ki jih omenjate, segajo obdobje med letoma 1987 in 1990. Ali ni bilo takrat že skoraj da vsem, ki smo živeli v socialistični utopiji nekdanje Jugoslavije, jasno, da bo slej ko prej vse odšlo na smetišče zgodovine? Ampak očitno so bili nekateri kadri tako prepričani, da so se bili pripravljeni tudi takrat pridružiti temu režimu v propadu in njihovi tajni policiji.
Glejte, jaz sem potem, ko sem začel to raziskovati, te dokumente, dobil sem seveda pogledal vso to, kar sem mogel najti o Marti Kos v časopisih in ona nekje, ne vem, kjerga leta, ampak leta 2000 in še nekaj piše, da kadar gre iz Ljubljane v domači kraj, v Ravne na Koroškem, da se vstavi v Velenju in da se pri spomeniku Tita. Ne. Se pravi, da je ona dejansko zelo, bi rekel, bila na nek način neka vernica prejšnjega režima, ne, da to še je nekaj ostalo, ne, če se hodeš klanjati spomeniku Tita v Velenje, ne, danes je to malo čudno, da tako rečem. No. Jo je verjetno zelo prizadelo, ko je izgubil glavo? To pa morate ne vprašati, ne vem. Skratka, temu potem pripisujete. Jaz bi še to rekel, ne, mi imamo podatek, da je ona bila registrirana leta 87. To je iz te centralne abecedne evidence iz leta 87, ker mi nimamo prejšnjih evidenc. Je možno, da je ona celo prej bila angažirana. Namreč Udba je zelo rada vrbovala že mlade ljudi, da jih je potem spremljala, gradila, da tako rečem, in jih imela nekako na vrvici. In so zelo radi, rekel, delali z mladimi, da so jih nekako vzgojili, da tako rečem, na rekovajih v tem obveščevalno-političnem smislu. Zato, da ne vemo točno, kdaj je ona bila vrbovana. Lahko leta 87, lahko pa tudi prej. Zanimivo pa je, da vemo, da je bila najmanj 87 leta, rekel, pridobljena. Prvi dokument o njej sem našel pa z leta 88. Se pravi, da je to, imamo nek velik razmak, ko je ona že mogla poročati, pa nimamo teh dokumentov. To je pa posledica tega, kot sem že prej rekel, da se je najbolj uničevalo zadnje obdobje komunističnega režima v Sloveniji. In da je bila v bistvu sreča, da ste to, kar ste našli, dobili. Zanimivo, da sem jaz to imel 10 let že pri sebi doma. Ampak nisem vedel, da je bila ona v Deutsche Welle. Zame je bila Marta Kos neka nepomembna oseba. Pri demokratizaciji nisem videl, pri osamosvajanju nisem videl, se je bila tudi mlada, ne morem nič učitati, ampak zame ni obstajala kot neka pomembna oseba. Včasih sem jo nekaj zapazil, nekaj sem videl, so neki problemi z nekim veleposlaništvi. Spomnim se pa zelo, ko je objavila en celostranski oglas v dnevniku, v časopisu Dnevnik, to je bilo, ne vem točno datum, zelo na pamet, tik pred enimi državno-zborskimi volitvami, kjer je napadla stranko Janeza Janše in Janeza Janša osebno in Dimitra Rupla, njegova žena in tako naprej, celostranski oglas je plačala. Jaz mislim, da to njena vstopenca bila v ta elitni klub teh ljudi, ki še danes izhaja iz prejšnjega režima in imajo še danes veliko, veliko moč. Spremljate oddajo Moja zgodba, danes ob knjigi Komisarka. Z nami je publicist in raziskovalec arhivov Igor Omerza. No, knjiga je prevedena tudi v angleščino, predstavili ste jo tudi v Evropskem parlamentu, kjer je bila Marta Kos potrjena za to funkcijo, ki jo opravlja. Pa me zanima, kakšni so evropski odzivi. Moram reči, da je bila knjiga prevedena tudi hrvaščino in nemščino. Tiskana oblika je v slovenski in angleški obliki, potem imaš e-knjiga, se pravi elektronska knjiga je pa tudi v slovenščini, angleščini, hrvaščini in nemščini na igoromerza.si si lahko to kdorkoli ugleda. Jaz sem seveda namerno dal prevesti knjigo, zato ker sem hotel, da jo predstavim tam, kjer je v srcu evropskega politike. To je bil v tistem trenutku Strasbourg, drugače se to menja z Bruselj-Strasbourg, ne. In sem pač to knjigo predstavil tam in tudi film, 10-minutni kratki film bil narejen o njej in sem pač to predstavil tam, predvsem so bili tam poslanci. In vprašanje so bile predvsem, so me spraševali o tem, če se bojim, da me bo Marta Kos tožila. Jaz na to vedno odgovarjam. Jaz objavljam dokumente. In če kdo hoče tožiti mene, mene ne more stožiti, ker iz javnega arhiva pač dokumenti so javni in jaz nisem nobenega dobil na črnem trgu. Kdorkoli bi prišel, bi lahko zanje zaprosil, seveda, objavil. In to delajo vsi zgodovinarji, da iščejo dokumente in jih objavljajo. Ne.
Čudno, da pač ne išče dokumentirane naše udbovske dokumente, ampak pustimo, to je druga zgodba. In jaz vedno pravim, da če treba koga tožiti, naj tožijo tiste, ki so dokumente naredili. Jaz mislim, da so te ljudje, ki so te dokumente videli, naredili in podpisovali in pošiljali v Ljubljano in tam brali in tudi v Beogradu so jih brali, ne. Vsaj mogo se dati pristank, da je šla ona v tujino, ker to je bilo po pravilih službe nujno, da vsaka stvar v tujini mogla biti odobrena z Beograda zaradi možne kompromitacije, ne, v tujini. No, o tem bova še govorila. Ampak v glavnem, hočem reči, ne, to so ljudje, Stojan Celin, ki je to sestavljal, po moje danes še, ne vem, nimam udbe, pa nočem imeti, da bi raziskoval, on je verjetno živ. Potem ta gospod Slavko Vrčkovnik, tovariš takrat, ki je podpisoval to, kar je Celin napisal in pošiljal v Ljubljano, je verjetno še živ. Za Jožeta Žabkarja, ki je to bral v Ljubljani, ki je bil v drugem oddelku, se pravi v zunanjem oddelku udbe, vem, da je živ, ne. Potem so še ljudje, ki so bili takrat šefi, tudi za Nikola Prokšla vem, da je živ, ker vidim včasih kakšen njegov članek ali pa pismo v medijih, ne. Se pravi, cel kup ljudi, ki so še živi in ki lahko povejo, ali so te dokumenti verodostojni ali ne, ne. Mislim, niste se nič izmislili? Nič ni izmišljeno. Sicer pa nekaterih dokumentih piše, da ni preverjeno, ampak to pomeni, da to, kar jim je ona govorila, niso oni mogli preveriti. Ne? Če imaš pa ti telefonski prisluh ali pa če imajo neko pismo, potem pa prava stvar preverjena. Ne? Če imajo pa nekoga, ki poroča, pa nima še nekega dodatnega poročila, ponovadi pravi nepreverjeno, ampak nepreverjeno to, kar je ona njim povedala. Odzivi Evropskega parlamenta oziroma služb so bili? Kot jaz vem, je zdaj 20. aprila neko zaslišanje Marte Kos okoli te zadeve, ne? Ker je problem v tem, ker je ona, glede na dokumente, ki sem jih jaz objavil, seveda hudo lagala. Ne samo v slovenskem parlamentu, ampak tudi v Evropskem parlamentu. Ne? Je to zdaj vprašanje iskrenosti, ne? Zdaj, jaz bi njej priporočil, da vse pove, ne? Da se pokesa, da odstopi, ne? In lahko mogoče začne na novo neko kariero, ne? Ampak brez tega pa ne bo nič. Ne? Nek odziv je bil recimo pri nas v Sloveniji in sicer zanimivo, da prav v času, ko smo čakali na izide parlamentarnih volitev, ne, je bilo nekaj povezano. To je pa taka sramota za nacionalno televizijo. Poglejte, jaz objavim knjigo, v kateri dokažem, dokumentiram, ni to nobena več domneva, ne? 10 dokumentov sem objavil, v celoti sem jih objavil, povedal sem njihov vir, točen vir. Vsi so objavljeni tako slikovno, bi rekel, skeni dokumentov, kot vse dokumente z prepisov v bistvu jih objavil, da nič, popolnoma nič ni skrito z moje strani, tudi ne more biti, ne. In potem pa nacionalna televizija, se pravi, naši ministrici, evropski ministrici, najvišjih položajev političnih, ki sploh lahko zamislimo za Slovenijo, ne, dokažem to njeno laganje in tišina, delo, neka omemba je bila zaradi tega mojega evropskega nastopa, ampak nič podrobnega. Ne? In potem, ko je Janez Janša bil vprašan v volilni noči s strani bolgarskega novinarja, da mu povem Janez Janša svoje mnenje o Marti Kos, trenutno stanje zdaj po tej knjigi, je redaktorica v študiju prekinila oddajo. Tako da Janša je odgovoril, ampak tega vesoljna Slovenija ni mogla videti. Potem se je pa to pojavilo nekje, pa sem jaz to na svojem Twitterju objavil Janšov odgovor. Ne. Skratka, kakšna je to nacionalna televizija? To je neverjetno. Kakšna je to zarota molka? 2026. Hujše stvari se slabšajo. Kot je bilo leta 87, recimo. Dobro, takrat ne bi mogli Marti Kos nič reči, ampak po breku osamosvojitve se je nekaj sprostilo. Zdaj se je začelo pa po tolikih letih spet zategovati. Konsolidirati bi lahko rekli. Zanimivo je, ne, da se tudi gospa Marta Kos še ni nič oglasila, čeprav je večkrat že prej zanikala kategorično karkoli, da bi se zgodilo. Ampak če izide knjiga v angleščini, je predstavljena v Bruslju, ona vendarle tam opravlja svoje
delo, bi pričakovali nek odziv. Ona je samo jaz sem bil tam, mislim, da sred tedna ali kako, in ona je imela potem naslednji teden nastop pred nekim odborom in je odpovedala. Je odpovedala nastop, se je upravičila in ni povedala, zakaj je odpovedala nastop. Ampak glejte, zdaj 20. aprila, kot sem jaz bral v časopisih, bo pač v Bruslu to zaslišanje in to bomo videli, kaj bo tam rekla. Jaz sem ji že večkrat predlagal javno, naj se pokasa, naj se posuje s pepelom in lahko gre potem naprej, Lahko reče, da je bila mlada, da je bila neizkušena, da ne vem kaj, karkoli lahko reče. Ne more pa zanikati. Ne pove tudi razloge, zakaj je to naredila. Se je to zdelo pravilno, da poroča o svojih kolegih z Radia Deutsche Welle, Mislim. Skratka, pri nas vse tiho je bilo in še takrat, ko bi se lahko kaj zgodilo, je pravzaprav nekdo potegnil prenos na dol, se pravi, ni bilo več besed o tem. To v sekundi je bilo to, to je bilo strašna hitra reakcija, ki je bil živ prenos in v trenutku prekinjen. No, torej posebno občutljivo vprašanje ni le morebitna preteklost komisarke, temveč njene besede ob zaslišanju pred evropskimi poslanci. Namreč Marta Kos je ob potrjevanju v Evropskem parlamentu zanikala kakršnokoli povezavo z Udbo. Takrat, jaz sem to poslušal, je pravzaprav kar en del posvetila temu, da je vsem ljudem razlagala, da Udba že ne vem koliko časa ne obstaja, da je bila to služba državne varnosti in tako naprej. In poudarila je, da nikoli ni bila sodelavka ali informatorka tajne policije. In ob objavi teh dokumentov vi pravite, da je zdaj pravzaprav njena integriteta na ničelni točki. Ja, ker ona je celo v parlamentu rekla, da je vesela, da je to sprašujejo o teh stvareh, o Udbi. Ker pomeni, da je bila pripravljena? Ja, seveda. In da je ona s tem zanikanjem, da je ohranila svojo integriteto za vse čase. Zdaj pa, seveda, ta njena integriteta za vse večne čase se je zrušila v prah in pepel. In zdaj je to problem ne samo Marte Kos, to je problem tudi Evropske komisije, ker je tudi ta integriteta Evropske komisije ogrožena. Še najhuje pa je to, ker bi mogli seveda takoj raziskovati Sova in pa tudi ta Evropska obveščevalna agencija, ki združuje vse te obveščevalne službe članic, da pogledajo, ali je bila Marta Kos deležna zaradi tega kakšnega izsiljevanja. Namreč ona je zanikala sodelovanje, mnogo ljudi pa ve za njeno sodelovanje. V Sloveniji jaz lahko naštejem okoli 10 ljudi, ki so po sili uradni dolžnosti vedeli za njeno sodelovanje. Ker morate vedeti, da v Udbi tudi niso vsi vedeli za vse sodelavce. Zato, ker bi bilo to preširoko. Oni so ravno zato dajali kodne imena, da bi preprečili, da bi šlo to ven, kdo so te ljudje, ki za njih poročajo. Ali pa če bi bil kakšen obveščevalni vdor v Udbo. To je bilo možno, da bi. Zato so tudi v Udbi zelo skrivali ta tajna imena. Niso vsi vedeli, šefi so vedeli, pa tisti, ki so sodelovali z dotičnim sodelavcem, pa tistem centru, ki se je to dogajalo, recimo, to je bil Slovenjgraški center, se vidi, da je sestavljal, da je on imel na zvezi, je bil Stojan Celin in zanimivo, da je Bojan Požar v tem pisu pred predsedniškimi volitvami, ko ona odstopila, je pisal, da je Stojan Celin njena zveza, ker je dobil nek vir na Koroškem, vidite, kako je to široko že v Sloveniji, da je nekdo mu povedal, da je Stojan Celin in to knjiga to potrjuje, da je bil Stojan Celin zveza, udbovska zveza z Marto Kos, udbaški spremljal, ki je imel na zvezi, da mu je poročala. Tako da potem podpisoval je Slavko Vrčkovnik, šef Slovenjgraške Udbe, potem v Ljubljani so brali Žabkar, Prokšelj, potem je Slovenjgraška Udba šla v Mariborsko, ki se je ukinil marca 90, je vedel Janez Bezjak, ki je bil šef Mariborske Udbe, pa potem je vedel Miro Kolenko, ki je bil potem za Prokšljem šef drugega oddelka, pa en gospod Vukovič, oziroma tovariš Vukovič, ki je bil pozneje za Kolenkom šef tega oddelka. Skratka, potem v Beogradu je nekdo mogel vedeti, ali pa par ljudi, ki so to odobritev dali, verjetno je tudi dosje Marte Kos nekje še spravljeno v Beogradu, ker če so oni poslali
če je Beograd nekomu omogočil, oziroma dal dovoljenje, da šel v tujino, verjetno so tudi udbaši njemu posredovali kakšne podatke o njemu, ne, bolj natančne. Tako da vidite, imamo cel kup ljudi in zdaj, če v Beogradu vejo za njeno udbovsko preteklost, ki je ona zanikala, potem lahko srbska obveščevalna služba to ve, ker je prevzela arhiv udbe srbske in zvezne. Ne? Potem jaz se bojim, da je lahko tudi šlo to do ruske obveščevalne službe. Jaz špekuliram, ampak to so resne stvari. Ne? Tako da s to knjigo je to možnost izseljevanja nje preprečena, ker zdaj je to javno, nihče več je, da mora na tem izseljevati. Ne vem, če jo je. Ampak naša obveščevalna služba v povezavi z Evropsko je mogla to razčistiti. Kakšen škandal imamo, ko zdaj govorijo, da so neki Madžari poročali Rusom. Ne? To niso heci, ne? V obveščevalnem smislu. Danes je svet, je treba biti pazljiv, kar se tega tiče. Spremljate oddajo Moja zgodba. Z nami je publicist in raziskovalec arhivov Igor Omerza, ki je pred mesecem dni izdal knjigo z naslovom Komisarka in ta se neposredno nanaša na evropsko komisarko iz Slovenije Marto Kos, o kateri objavljeni arhivski dokumenti pričajo, da je v preteklosti sodelovala s tajno politično policijo, službo državne varnosti, naslednico Udbe. Ja, tu sva zdaj pri tem širšem problemu, evropskem, ne? Problem dostopa do arhivov nekdanjih jugoslovanskih tajnih služb. Velik del dokumentacije je še vedno v Beogradu. Vi ste rekli, da ste našli približno 10 dokumentov, veliko pa jih je uničenih, da bi bilo teh dokumentov verjetno še več. Si pa lahko predstavljamo, da recimo v Beogradu pa, da je objavljena oziroma ohranjena celotna mapa Marte Kos. Ali lahko Srbija z dokumenti, ki so bili pri nas uničeni, predvidevamo pa, da v Beogradu še niso, vpliva na delo komisarke? Oziroma, omenili ste tudi rusko tajno službo. Seveda, to je nevarnost. Ne? Mi točno ne vemo, kaj vse je v Beogradu, ne? Ker je pač, oni so dali obveščevalno udbo, oziroma SDV so dali v njihovo zdajšnjo, v arhiv njihove zdajšnje obveščevalne službe. Ne? Niso dali v arhiv. Pri nas so dali v arhiv do 16. maja vse dokumente udbe, ki so ostali, so jih dali v arhiv Slovenije, tako da lahko gledamo, ne? Tiste ostanke. Ne? V Beogradu je pa to zaprto. Jaz sem tam bil, sem poskušal priti do tega. Skratka, tam še ščitijo svoj personal tajne službe. Seveda ščitijo. Ne? Jaz sem sicer pisal knjigo Jovanka in Udba, ker sem ogromno udbovskih dokumentov v Beogradu dobil, ampak zakaj? Ker je Udba poročala predsedstvu SFRJ v Jovanki, ker je predsedstvo SFRJ zadolženo za Jovanko, in potem sem pa gradil predsedstvo, ki je podprto, sem pa najdel ogromno udbovskega materiala, po nekem uvinku, da tako rečem. Ne? Za Marto Kos seveda to ne obstaja. Zdaj, kaj vse imajo v Beogradu, lahko samo špekuliramo, ne? Ampak ker je ona šla v tujino, je 100% oni so mogli dati dovoljenje. In ko so dali dovoljenje, so verjetno mogli pregledati njen spis. Zato, ker oni so dali dovoljenje na podlagi ocene, ali lahko nekdo kompromitira službo v tujini. Se pravi, oni niso samo, nekdo je pisal, mi rabimo dovoljenje v 2 stavkih. Ne? Verjetno so zahtevali neko obrazložitev in kaj so inštruirali in kaj bo tam delala. Se pravi, ta dokumentacija je sigurno v Beogradu. Ne? Zdaj pa seveda, ko je bila pa Marta Kos vprašana, ali bo podpirala to, da se odprejo udbovski arhivi po celi bivši Jugoslaviji, ne, je rekla, če bo zakon, ne, ampak če bo zakon. Ampak ali ni pa odgovorila, ali bo podpirala sprejem takega zakona. Normalno, če bo zakon, da ona potem se bo to, zdaj kako bo s to Srbijo pa njenim vstopom v Evropsko unijo. Ampak Slovenija ima edinstveno priložnost. Če se bo Srbija enkrat odločila, da gre končno, čeprav so tle, ne veš, kaj je s to Srbijo, ali z Rusijo, ali z Evropo, ali problem, ker ne more priznati Kosova, skratka, cel kup problemov, ampak če bo Srbija kdajkoli hotela v Evropo, je lahko Slovenija, če bo prava vlada, no. Če bo Golobova vlada, ne bo tega zahtevala, da če hoče Srbija dobiti naš pristanek, kot tiste 25-terice,
naj da skenirane vse originalne dokumente ljubljanskemu arhivu, vse, kar se tiče zvezdne udbe, ker je to skupna udba, in pa kosa, se pravi tajne vojaške politične policije ljubljanskega armadnega območja, ker je vse takrat ob odhodu JLA je šlo takrat vse v Beograd. Ja, gremo kar naprej, ne, se pravi, ta razkritja mečejo slabo luč ne le na komisarko, ampak tudi na vlado, ki jo je predlagala, se pravi na slovensko vlado Roberta Goloba, ki je, če nič drugega, nedvomno vedela vsaj za senco dvoma nad njeno preteklostjo, pa jo je kljub temu predlagala. Ali se ne bi pravzaprav vsem tem težavam izognili, če bi predlagali nekoga drugega? Seveda, oni so bili upozorjeni in vlada je šla do konca. Ta konec je zelo bridak. Jaz doslej nisem zasledil, da bi vlada karkoli o tem rekla, v tej knjigi in v teh dokumentih, ne. Tako da vidim, da je neka zadrega. Še sploh zato, ker sta se Robert Golob in Marta Kos recimo, ne vem, pol leta ali leto pred tem sprla na vse viže. Marta Kos je izstopila iz stranke, rekla, da nikoli več ne bo v tej druščini. To se vidi, da ima ona izjemno močno zaledje, ne, rekel, zdaj, da bom špekuliral, ne, ampak izredno močno zaledje v Sloveniji. In da je po tistem krešu, ki je bil med njima, ne, da je potem bila pa primerna za evropsko komisarko. Ne. Se pravi, da jaz mislim, da je tle veliko odlogo odigral verjetno Milan Kučan, verjetno ne moram reči, ne, ker nimam dokumentov, dokazov ali kakšnih pričevanj. Verjetno, kljub temu, da on ni podprl za predsednico, je podprl to zdajšnjo predsednico, ne. Ampak jaz mislim, da je bilo mogoče to kakšna tolažba, no, za tisto njegovo nasprotovanje, takrat, da je podprl drugo kandidatko. Ne vem, jaz bi nekako tako sklepal, ne. Ampak še nekaj pomembno se mi zdi. Iz teh dokumentov, ki sem jih jaz najdel, je vidno, iz zadnjega dokumenta, ko ona poroča iz Kelna, se pravi Radio Deutsche Welle, piše, da bo ona še na pisni zvezi, mislim, da avgusta pa septembra ali maja pa septembra, nekaj tazga. Se pravi, da je njena, ker mi vemo pa iz poročanja Požar reporta, da je ona dobivala poročila, da je več poročil Marte Kos prišlo na neko javko, se temu reče, tajno poštno naslov k njeni prijateljici in da je tja hodil ta Stojan Celin dvigoval pošto. Se pravi, da je ona poročala še po temu, ko je že nastopila Demosova vlada. Se pravi, da obstaja, da so oni njo še uporabljali kot, morda zdaj kot obveščevalno agentko, ne več kot tajno politično policijo, ne, in zato mora obstajati tudi v Sovi osebni njen dosje. Če se oni prenesli, če je ona še poročala po 16. maju, ko je bil klasični udbo bil konc, nastopi Bavčar, ne, rekel, razhajka udbo, ne, ampak še vedno obstajajo neki sodelavci, ki poročajo, zdaj pa obveščevalno, ne, in mora obstajati tudi sigurno v arhivih Sove njena poročila po 16. maju, ker v arhivu ima samo do 16. maja, vse ostalo v Sovi, takrat še udbi, in imamo tudi sigurno njen osebni dosje in ta njena poročila. In to bi vlada mogla od Sove zahtevati takrat, ne, pa nič, ne. Ta Sova je neka čudna ptica, ne, vidimo danes, ne. Nadzoruje pa politične stranke, očitno. Ja, očitno. Pa ne pomaga vladi pri temu, da bi preprečila to blamažo. No in potem je tukaj seveda še vprašanje iskrenosti, ne? Zdaj, če ti ob vprašanju recimo sodelovanja s tajno politično policijo pred odborom Evropske komisije trdiš nekaj, kar se izkaže, da ne drži, kako ti lahko zdaj kolegi, komisarji, pa recimo v Evropi vse te službe še verjamejo? Poglejte, v Ameriki, če lažeš pred kongresom, greš v zapor. To je contempt of the court, ne, of the house, ne. Mislim, zdaj ne vem, kakšna so etična pravila v evropskem, pa tudi ne vem točno, kakšna so v našem parlamentu zdaj etična pravila. Sigurno so neka pravila, ki
ker pač ta zaslišanja ali spraševanja so pravzaprav, moraš govoriti resnico, ne, si kot priča na sodišču praktično, ne moreš lagati, če greš na tako funkcijo, ne. Sicer v Ameriki itak imaš pod prisego, govorijo, ne, tam pod prisego lagati je pa kaznijo v vsaki državi, ne. Zdaj, po mojem ne vem, kakšna so pravila pri nas, pa kakšna so pravila Evropske unije, ampak sigurno je ona s tem pač izgubila vsako verodostojnost, ne, in če ona bi mogla sama odstopiti, ne. Jaz nisem politik zdaj, niti ne vem, kaj se vse kuha v tej evropski kuhinji, ampak to je zelo težka zadeva in jaz sem že večkrat rekel, edina možnost ima, da pove vse, še več kot v teh dokumentih, da se s tem nekako in pove razloge, zakaj se lahko sklicuje na neko mladostno zagnanost, ne vem kaj, in potem morda še lahko preživi to, rekel, čeprav kot evropska komisarka verjetno težko, da bi obstala v takem priznanju, oziroma v tem, kar danes vemo iz teh dokumentov. Ker če se pa to ne bi zgodilo oziroma ne bo zgodilo, se pa seveda lahko vprašamo, kakšna je potem kredibilnost Evropske komisije. Gotovo. To je zdaj vprašanje, ki visi v zraku in oni se temu vprašanju absolutno ne bodo izognili. Saj vidimo, da bo 20. aprila neko zaslišanje v tej zvezi Marte Kos. Se pravi, naslednji koraki, odstop, menjava. Kaj bo naredila Slovenija? Kaj bi morala narediti Slovenija sama? Ne vem, že zdaj bi mogla vlada odreagirati. Je tišina, popolna tišina strani vlade. Oni se njo poslali v Bruselj. Oni nosijo tudi neko težo odgovornosti. Sramote, da tako rečem, ne? Da smo prišli do tega bridkega konca zdaj, ne? In da bomo zdaj problem, da se bo cela Evropa ukvarjala s to našo komisarko, ne? Kar bo seveda evropski škandal. In pa tudi osrednji mediji, ki v tem molčijo, ne? Slej ko prej bo mogli nekaj o tem povedati. To je zelo čudna situacija. No, jaz mislim, da nobena demokratična vlada ne bi smela ob teh odkritjih, ki niso domneve, so dejstva, dokumentirana dejstva. Ne, vsaka vlada bi mogla že zdavnaj odreagirati. Če ni mogla pred volitvami, da je mislila, da bo to škodovalo, pa lahko zdaj naredi. No, zdaj ne more več, kajti vlada lahko da neko izjavo. Lahko da izjavo, tako ja. Ni pa več vlada operativna, ne? Ne, da bi ona zdaj, vem, ampak mogli bi nekaj okoli tega reči, tudi zaradi svoje integritete, ne? Ker so bili na to upozorjeni. To je za njih velik problem. Se nam lahko Igor Omerza iz omare izvali še kakšen okostnjak oziroma se lahko njegove kosti še zakotalijo in pretresajo slovensko politično prizorišče, čeprav glede na to, kar ste omenili, ne, kako medijsko pravzaprav se nič ne dogaja, vprašanje, če nas lahko še kaj pretrese. Lejte, zdaj se pa že to je pa že desetletja od tega, ne. Tudi biološki zakoni delujejo, ne. Mnogo teh, ki so bili vpeti hudbo, danes ni več. Pred kratkim je recimo umrl Anton Bebler, ki je bil zelo aktiven, ne, sodelavec oziroma vir udbe, ne. Pa je umrl Mižigoj, ki je bil tudi 90 let star, pa je bil vir in sodelavec udbe s kodnim imenom Čebelar, ne. Biološki zakoni svoje delujejo, ne. Marta Kos bila še relativno mlada, ko je postala, rekel, vir, ne. Danes starejši ljudje teh ni več. Tako plus to jaz sem verjetno pregledal večino že tistega, kar je ostalo in kar je pomembno. Jaz bom še sicer napisal par knjig o udbi, ampak počasi nimam več materijala za 30 knjig, kot sem je doslej, ne. Še 5 knjig bo šlo, ampak bolj o velikanih slovenske osamosvojitve in udbi, ne. Prva bo še Dimitrij Rupel. Tako da še nekaj materijala je, ampak večinoma pa je svoje raziskovanje zaključujem, ker pač mi zmanjkuje, rekel, nekega materijala. Materijala je še nekaj samo, ker je toliko uničenega, moraš imeti le neko količino materijala, da lahko neko knjigo sestaviš. In tudi za primerjavo, ne, še kakšen drug vir. Zanimivo je, če se bo odprl v Beogradu, bo pa situacija drugačna. Gremo pa spet raziskovati lahko, ne. Zanimivo je, še s tem bi zaključil, da ti ljudje pravzaprav, ki podatke pa imajo, pa kljub temu, da smo že 35 let v samostojni državi, ne spregovorijo. To je pa neverjetno, da imamo mi tak molk, zaroto molka so strani bivših
Jaz sem z nekaterimi govoril, ampak mi niso govorili resnice. Ne. Sem videl, da me dezinformirajo. Imam ene znance, ki so bili udbaši, ne. In ne povejo resnice, ker sem jaz iz nekih podatkov že videl, kaj je res, in so me skušali na nepravo pot usmeriti. Tako da s temi udbaši sem prenehal iskati stikov. Vi imate na Hrvaškem, v Srbiji, jaz gledam te kakšne oddaje njihove, imate žvižgače, ne. Pri nas tega to pri nas ne obstaja. Nekaj je povedal Zavadlav, ne. Po vojni, oziroma če gledamo povojno obdobje, nekaj malega, ker je bil en del tega dogajanja, potem so od njega preganjali. Rotar je napisal 3 knjige, ne, in v njih Veliko megle, veliko tudi dezinformacij, in kar se tiče udbe, ne, je tudi pomanjkljivo njegovo pisanje. Tako da imamo to žalostno situacijo, da v Sloveniji nimamo nekih iskrenih ljudi iz tega udbovskega pedigreja, ki bi povedali. Edini, ki je bil nekako pošteno se opredelil, je bil Mitja Meršol. Ni zanikal svojega sodelovanja z udbo, ker vsi ostali so več ali manj zanika, ne. Ampak je rekel, da je to druga država, ne. Se pravi, vsaj to, ki je bil moškega, da je priznal, da je sodeloval z udbo. Ker so dokumenti tudi seveda to absolutno kazali, ne. Ampak tudi drugi so me tožili, čeprav so me dokumentacijo na sodišču, so si odstopili od preganjanja, ker sem prišel z dokumentacijo. In potem mene ne moreš obtožiti na osnovi tega, da sem objavljal dokumente iz uradnega arhiva, javnega arhiva. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba. Zahvaljujem se publicistu in raziskovalcu arhivov Igorju Omerzi za njegovo delo, tudi za tole zadnjo knjigo Komisarka, ki jo seveda toplo priporočamo v branje. Se mi zdi, da ste s svojim delom razgrnili veliko tistih stvari, o katerih ne bi vedeli, če vaših knjig ne bi poznali, jih ne bi bilo, in bi se ta megla, o kateri sem prej govoril, ki jo nekateri avtorji tudi zavestno širijo med Slovence, še dlje zadrževala med nami in nam oteževala pogled na našo pravzaprav lepo preteklost, ampak vendarle zaznamovano seveda tudi z veliko takimi stvarmi, ki so bile za mnoge posameznike izjemno tragične. Hvala lepa. Hvala vam. Moja zgodba.